Papež Frančišek je katehezo 11. novembra namenil družini ob domači mizi in evharistični gostiji. Biti zbrani ob mizi ne pomeni samo skupaj uživati hrano, ampak si družinski člani ob tem podelijo čustva in izkušnje, ki so jih doživeli, kar je temeljnega pomena, je poudaril sveti oče. Ko je družina zbrana ob skupni mizi, se pokaže, kako zdravi so njeni medosebni odnosi, saj se takrat takoj začuti, če kaj ni v redu. Družina, ki skoraj nikoli ne je skupaj ali pa se njeni člani za mizo ne pogovarjajo, ampak gledajo televizijo ali v pametne telefone, je bolj malo družina, je zatrdil papež Frančišek. Tudi samo krščanstvo je zelo povezano s pojmom družina, zato lahko rečemo, da je družina pri maši doma, ker lastno izkušnjo gostije prinaša k evharistiji in jo odpira za milost vesoljne gostije, ki izhaja iz božje ljubezni do sveta. Evharistija pa družino tudi okrepi v ljubezni in zvestobi, ter ji pomaga, da se ne zapre sama vase. Nei paesi ricchi siamo indotti a spendere per un nutrimento eccessivo. V bogatih državah smo vajeni zapravljati za prekomerno hranjenje, zatem pa spet zapravljamo, da bi popravili to prekomernost. To nespametno početje je, dejal papež Frančišek, odvrača našo pozornost od resnične lakote telesa in duše. Reklame so jo celo spremenile v medle malice in željo po sladkem, medtem pa mnogi bratje in sestre ostajajo stran od mize, kar je sramota, je poudaril sveti oče. Zbrane je povabil, naj se ozrejo na skrivnost evharistične pojedine, ko Gospod razlomi svoje telo in prelije svojo kri za vse. Živa povezanost krščanskih družin, ki objema vsakdanje napore in veselje, sodeluje z milostjo evharistije, ki je zmožna ustvariti vedno novo občestvo s svojo močjo, ki vključuje in rešuje. Krščanska družina bo po papeževih besedah prav tako pokazala, da je cerkev mati vseh ljudi, tudi vseh zapuščenih in izključenih.